Pozdravljeni! Staro leto se je poslovilo in vstopili smo v novo leto, polni navdiha in ciljev. Novemu letu že skoraj tradicionalno sledijo novoletne zaobljube in izzivi, ki jim bomo tudi v tokratni oddaji namenili nekaj besed. Poleg zaobljub si bomo pogledali še novosti na področju vodenja sladkorne bolezni in kaj v tem letu pripravljamo za vas v družbi Zaloker in Zaloker. Ostanite z nami! Predstavljamo vam spletni program Glukokontrol Online, vašo virtualno rešitev za obvladovanje sladkorne bolezni. Vsi uporabniki merilnikov kontur svoje izmerjene vrednosti delite s svojim zdravnikom ali medicinsko sestro edukatorko, s čimer se poenostavi komunikacija z zdravstvenim timom. Zdravniški pregledi lahko tako postanejo virtualni, saj je pogovor med vami in zdravstvenim timom bolj jasen in temelji na boljšem vpogledu v ključne podatke za prilagajanje vaše terapije. Kot se je izkazalo, je s pomočjo aplikacije analiza podatkov veliko lažja, hkrati pa vam prihrani čas, saj vsakokratni osebni obisk zdravnika ni več potreben. Pozabljeni, nepopolni ali nerazumljivi zapiski v dnevnik postanejo preteklost, saj z delitvijo svojih podatkov zdravstvenemu timu omogočite vodenje na daljavo, hiter in enostaven dostop do podatkov, bolj pregledno vodenje in komunikacijo v varnem okolju. Če ste se s svojim zdravnikom ali medicinsko sestro edukatorko dogovorili za delitev podatkov o meritvah krvnega sladkorja, izmerjenih z merilnikom Kontur Next ali Kontur Next One, je treba najprej na pametni telefon namestiti aplikacijo Kontur Diabetes in se z istim uporabniškim računom registrirati še v programu Glukokontrol Online. Podatki o izmerjenih vrednostih se po vaši potrditvi in ob sočasni uporabi aplikacije prenašajo v program, ki ga uporabljajo v vaši ambulanti. Po zdravniškem pregledu dobite vpogled v zapiske in navodila svojega zdravstvenega delavca, o čemer ste obveščeni po elektronski pošti. S prijavo programa Glukokontrol Online lahko navodila pogledate, komentirate ali pa postavite vprašanja. Na nevropodročju je bilo v preteklem letu ustanovljeno Društvo za distonijo, več o tem pa v prispevku. Moje ime je Tedi Grbec in sem predsednik Društva za distonijo. Društvo za distonijo je bilo ustanovljeno z namenom ozaveščanja strokovne in laične javnosti o sami bolezni. Dejansko ta bolezen je zelo malo poznana, celo jo zamenjujejo za psihološko motnjo in zato so bolniki velikokrat napačno napoteni k psihologu, psihiatru namesto k nevrologom. Naredili smo spletno stran distonija.si, imamo gor dosti strokovnih in navadnih člankov in prispevkov. Deluje tudi Facebook stran za tiste, ki so na Facebooku, Instagram za tiste, ki spremljajo Instagram. Objavljamo redne članke in prispevke o sami distoniji, o strokovnih vidikih tega in tudi dejansko zanimivosti, kaj se dogaja na področju distonije. Morda imate tudi vi distonijo, pa ne veste za njo. Če imate motnje, poglejte, povejte svojim zdravnikom. Ciljamo na bolnike, kateri še niso diagnosticirani, da jim pomagamo, ker enkrat, ko bodo bili vneseni v sistem k nevrologom, takrat smo opravili svoje delo in takrat bo društvo doseglo svoj namen. V podjetju Dermaart so razvili inovativno aparaturo PVR sistem, ki je namenjen osebam z nezadostno arterijsko cirkulacijo v spodnjih okončinah. Več pa nam bo povedala solastnica podjetja Danijela Trudan. Pozdravljeni, sem Danijela Trudan, solastnica podjetja Dermaart. V podjetju Dermaart smo razvili inovativno medicinsko aparaturo PVR sistem. Aparatura je namenjena bolnikom z nezadostno slabo arterijsko cirkulacijo v spodnjih okončinah. Namenjena je zdravljenju pacientov z diagnozami periferne arterijske bolezni, klaudikacijsko bolečino, bolnikom z diabetičnim stopalom, bolnikom z diabetičnim ulkusom na stopalu in z diabetično nevropatijo. Zdravljenje je povsem neinvazivno in neboleče in je zato primerno prav za te paciente, pri katerih je hoja zaradi nezadostne cirkulacije ovirana. PVR sistem dejansko zdravi najpomembnejši razlog za nastanek diabetične razjede, slabo cirkulacijo. Med samo terapijo se prekrvitev v spodnjih okončinah in v samem stopalu poveča do 6-krat. To pomeni do 6-krat večjo oskrbo tkiv s hranili in s kisikom, kar je seveda razlog za uspešno in hitro celjenje kroničnih ran. Aparatura je implementirana v slovenskih bolnišnicah in sicer v Ljubljani na kirurškem oddelku za okužbo ran, na žilni kirurgiji
Sofiji in v Ptuju na oddelku za kronično rano. Pozanimajte se pri svojem specialistu, ali je možnost zdravljenja s PVR sistemom tudi na vašem oddelku. Za vsa vprašanja smo dostopni na telefonskih številkah, ki so objavljene na spletni strani podjetja Dermaart. Telesna aktivnost je eden pomembnejših vidikov našega življenja in ima številne pozitivne vplive na naše telo in duha. S pomočjo telesne aktivnosti pa lahko ljudje s sladkorno boleznijo tudi bolje obvladujejo krvni sladkor. Uporaba inzulinske črpalke omogoča, da uporabnik doda ali zmanjša dovajanje inzulina glede na aktivnost, ki jo načrtuje, ter tako lažje organizira svoje življenje in tudi telesno vadbo. Večina sistemov, pri katerih je inzulinska črpalka povezana z neprekinjenim merjenjem glukoze, omogoča nastavitev tako imenovanega začasnega bazalnega odmerka oziroma začasnega cilja, kar je odvisno od sistema, ki ga uporablja. To pomaga preprečiti, da bi sladkor med vadbo padel prenizko ali po vadbi ušel izpod nadzora. Začasni bazalni odmerek ali začasni cilj uporabnik nastavi 1 do 2 uri pred začetkom vadbe in pred vadbo po potrebi zaužije nadomestne ogljikove hidrate. Začasni bazalni odmerek ali začasni cilj lahko uporabnik pusti delovati še nekaj časa po vadbi. Tako poskrbi, da ostane sladkor v ciljnem območju in brez skrbi uživa v vadbi. Nizke temperature naj ne bodo razlog, da bi ostali doma in čakali na toplejše dni. Če se primerno oblečeni odpravimo ven, bomo dobro nadihani svežega zraka ter z merico vitamina D veliko naredili zase in za svoje zdravje. Če med zimsko rekreacijo s seboj vzamemo tudi pripomočke za samokontrolo, moramo paziti, da so ti na primernem mestu. Rezultati meritev glukoze v krvi bodo lahko ostali točni, če merilnika glukoze in testnih lističev ne bomo izpostavili temperaturam nižjim od 5 stopinj Celzija. V primeru, da je bil merilnik glukoze izpostavljen temperaturi nižji od 5 stopinj Celzija, ga postavimo na mesto s sobno temperaturo in ga pustimo vsaj 20 minut. Če bomo meritev glukoze v krvi opravili prej, je zelo verjetno, da rezultati meritev ne bodo točni. V mrzlih dneh je priporočljivo, da pripomočke za samokontrolo nosimo ob telesu in jih pokrijemo s toplimi oblačili. Globoko smo že zakorakali v novo leto in nekateri morda že uresničujete novoletne zaobljube, ki s seboj prinašajo dodatne izzive. Pogosto so to odločitve pozitivno naravnane, pomembno pri tem pa je, da so cilji zastavljeni realno. Statistika pravi, da zaobljubo po 3 mesecih drži približno 45% posameznikov, končno uresniči pa le 8%. Najpogostejši razlogi, da obupamo, so previsoko zastavljeni cilji, počasni rezultati in pomanjkanje spodbude. Vse to nas odvrne, še preden se nova navada lahko dobro usidra v naš vsakdan, ki je neprimerno drugačen in pogosto motiviran bolj na kratke proge. Vas zanima, kako se držati obljub? Postavimo si cilj, ki je realen. Naredimo seznam, na katerem bomo lahko odkljukali vsakodnevne dosežke. Poiščimo spodbudo prijateljev in družine. Izziva se lotimo v družbi. Odločimo se za svetovanje in podporo strokovnjaka. Poiščemo aplikacijo, ki meri naše dosežke in nas spodbuja. Kaj pa zaobljube in sladkorna bolezen? To dvoje se ne zdi povezano, pa vendar je. Saj je samo vodenje sladkorne bolezni zelo povezano z našimi navadami. Govorimo predvsem o tistih dneh, ko si radi privoščimo pregrehe, ki za naše zdravje niso najboljše. Če si dovolimo, da nam takšne pregrehe pridejo v navado, posledice v daljšem časovnem obdobju s seboj prinesejo kar nekaj zdravstvenih težav. Nekatere navade je težko pustiti čez noč, zato začnite z majhnimi koraki. Z namenom, da bi svoje zaobljube zares uresničili, vam svetujemo uporabe kartic izzivov. Kartice so pripomoček za lažje prepoznavanje težav pri samokontroli sladkorne bolezni in vas usmerjajo na poti uspešnega uravnavanja sladkorja v krvi. Kartice izzivov vključujejo izbor izzivov, ki jih zagotovo lahko uresničite. Priporočamo, da jih uporabljate s pomočjo medicinske sestre v ambulanti, ki vam bo svetovala in vas s skupnim iskanjem rešitev in izborom najboljšega pristopa vodila do uresničitve svoje zaobljube. Za nami je prva spletna oddaja Pogovori, kjer smo govorili o diabetičnem stopalu. Naša sogovornika sta bila asistentka dr. Mojca Lunder z kliničnega oddelka za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni ter dr. Klimen Dajovski, specialist splošne kirurgije z kliničnega oddelka za kirurške okužbe in diabetično stopalo. Oba prihajata iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.
Z voditeljico Melito Grumerec sta razpravljala o preventivi in zapletih, o statistiki amputacij spodnjih okončin ter o postopkih zdravljenja in izboru ustreznih materialov. Če ste prvo oddajo zamudili, si lahko posnetek ogledate na povezavi, ki je spodaj v opisu, novim pogovorom pa se boste lahko pridružili že februarja. Zato vas vabimo, da sledite našim objavam. Veselimo se vaše družbe. Veseli nas, da ste bili v naši družbi. Vabimo vas, da nas všečkate na naši Facebook strani, kjer vas redno obveščamo o vseh novostih, zanimive vsebine pa najdete tudi na našem Instagram profilu. Za samodejno obveščanje o novih video vsebinah se naročite na naš Zalokar in Zalokar YouTube kanal. Spremljajte nas še naprej.